Danes v Pomurskem dnevniku, dan spomina na žrtve holokausta. Dogovor o dobavi cepiva. Angleški sev v Pomurju. Sproščanje ukrepov. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na včerajšnji dan pred 76 leti je Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer je življenje izgubilo več kot 1 milijon ljudi, med njimi tudi več kot 1300 Slovencev. Poleg tega je holokaust dobesedno izbrisal judovsko skupnost v Sloveniji, ki je bila najštevilčnejša, predvsem v Prekmurju. Ob obeležitvi dneva spomina na žrtve holokausta je navzoče najprej nagovoril lendavski župan. Judje kot posamezniki in tudi kot skupnost so v mestu Lendava dali neprecenljiv prispevek in pečat. Zapustili so trajne in neizbrišljive sledi, ki so v tradiciji industrijskih in obrtnih panog ter mnogih drugih spomenikov, segmentov družbenega razvoja živele še mnoge desetletja po tistem, ko so bili dobesedno izbrisani iz zemljevida našega mesta, a ne iz naših spominov. Spoštovanje in negovanje njihove stavbne in duhovne dediščine je eden temeljnih stebrov identitete Lendave. Spoštovanje različnosti je v tem mestu vedno temeljilo na načelih vključevanja in strpnosti. Ponosen in hvaležen sem, da tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, vsaki z vso naklonjenostjo izkazuje spoštovanje do naših prizadevanj po ohranjanju spomina in poklona žrtvam nepojmljive tragedije človeštva, ki je sistematičnim uničenjem izbrisala pomemben del evropske identitete. Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta tako v Lendavi vsako leto obeležimo z različnimi dogodki, poklon žrtvam tukaj na judovskem pokopališču v Dolgi vasi pa vedno, tako kot danes, obudi najbolj temne spomine naše in celote svetovne skupnosti. Naj bodo ti občutki predvsem v opomin, da se kaj takega več nikoli ne zgodi. Leta 1910 so Judje predstavljali kar 10% prebivalstva v Prekmurju. Glejte, na splošno je v Prekmurju znano, da so Judje v veliki meri imeli monopol, kljub svoji manjši številčnosti, tako bom rekel. Torej, treba je vedeti, za časa recimo leta 1910 Judje v Prekmurju predstavljajo približno 10% prebivalstva. Na drugi strani pa obvladajo v veliki meri, torej vsaj 3/4 gospodarstva, kar je prinašalo določena nesoglasja v družbi, jasno. Je pa treba tukaj izpostaviti seveda opekarništvo, hotelirstvo, torej če navedemo nekaj hotelov v Prekmurju, hotel Dobraji, današnji hotel Krona oziroma mestno hišo v Lendavi, to je vse bilo v judovskih rokah, ključno so prispevali k ustanovitvi prvega denarnega zavoda v Prekmurju, torej Dolnje Lendavske hranilnice, ob tem, da so imeli ogromno majhnih obrtniških delavnic, v bistvu ključno prispevali k temu, da je nastala dežnikarna leta 1906 v Lendavi. Pri družbenih dosežkih je nemogoče iti mimo tega, da je v bistvu v Prekmurju, ravno v Lendavi, nastal prvi nogometni klub na območju današnje Slovenije. Ob obeležitvi obletnice osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau je nekaj besed spregovoril tudi predsednik republike. Z veseljem, na nek način, če me razumete, vsako leto v zadnjih letih obiščem to, kot je rekel direktor, edino judovsko pokopališče pravzaprav v Sloveniji. Danes mi je žal, da me po običaju ne spremlja zadnja preživela judinja tukaj iz Prekmurja, moja prijateljica, če smem tako reči, Erika First. Njej in tem čudovitim dekletom, ki so me dvakrat ob 70. in 75. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau spremljale na slovesnosti z tega mesta. Poleg tega, da jim bom danes poslal tudi posebno pismo, želim trdnega zdravja in jih prosim, da po svojih najboljših močeh naši javnosti sporočajo tako kot doslej svoje grenke izkušnje, ki so pa, kot vem, prepletene z njihovo neomajno vero
da z primernim ravnanjem, z dostojanstvom naše otroke lahko zavarujemo pred tem, da bi se to ponovilo. Lendavska sinagoga in spomenik na judovskem pokopališču pa sta zaenkrat edini točki v Sloveniji, kjer se lahko spominjamo žrtev holokausta. Tudi na včerajšnjem srečanju predstavnikom Evropske unije in AstraZenece ni uspelo najti skupne rešitve glede zamud pri dobavi cepiva. Evropska unija zahteva odgovore. Kljub temu so se napetosti nekoliko pomirile, saj sta obe strani pogovore označile kot konstruktivne. Napoved podjetja AstraZeneca, da bo Unija v prvem četrtletju tega leta dobila bistveno manj odmerkov cepiva proti COVID-19, kot je dogovorjeno, dviguje prah od konca minulega tedna. Podjetje mora izpolniti svoje pogodbene obveznosti in po odobritvi cepiva za uporabo v Evropski uniji to dobaviti državljanom Unije. AstraZeneca je medtem sporočila, da so se zavezali k še tesnejšemu sodelovanju v prizadevanjih, da bi skupaj začrtali pot dobavi cepiva v prihodnjih mesecih. Evropska unija je s podjetjem avgusta lani podpisala pogodbo o dobavi 300 milijonov odmerkov z možnostjo dodatnih 100 milijonov. Do konca marca naj bi AstraZeneca Evropski uniji dobavila 80 milijonov odmerkov cepiva, sedaj pa naj bi bila ta številka bistveno nižja. Podjetje, ki ima 4 tovarne za proizvodnjo cepiva, 2 v Veliki Britaniji in 2 v Evropski uniji, kot razlog za zamudo navaja težave v proizvodnji v obratih na tleh Unije. A kot poudarjajo v komisiji, ki je podjetjem finančno pomagala pri proizvodnji, da si vnaprej zagotovi določeno količino odmerkov cepiva, je Evropska unija po pogodbi upravičena do cepiva iz vseh tovarn. Od 21. januarja je bilo v državah Evropske unije potrjenih več kot 1300 primerov angleškega tipa virusa. Tudi v Sloveniji se je pričelo analiziranje vzorcev. Do ponedeljka so jih obdelali kar 877, 16 od teh pa je bilo pozitivnih na angleški sev virusa. Prvi pozitivni vzorec angleškega seva je bil sprejet v laboratorij v Mariboru 11. januarja. Pri pozitivnem vzorcu je šlo za osebo s stalnim prebivališčem v Beltincih, vzorec pa je bil odvzet v Murski Soboti. Kakšno je stanje v svetu in pa v Evropi? Če vzamemo angleški sev, ki je bil odkrit leta 2020 in potrjen pa že za vzorci iz septembra 2020 v Veliki Britaniji, lahko povem, da je zelo dominanten v Veliki Britaniji in sicer v jugovzhodnem delu države izrazito prisoten. Opažena je večja prenosljivost tega virusa, vendar ne dokazujejo še, da bi bilo kakršnokoli znamenje ali znak, da ta virus lahko povzroča resnejše bolezensko stanje. Povzroča pa večjo obremenitev bolnišnic, tako v Veliki Britaniji kot tam, kjer se pojavlja. V Evropski uniji so približno do 21. januarja zabeležili 1300 primerov tega seva v 23 državah, zunaj Evropske unije pa največ v Veliki Britaniji in nekaj v Izraelu in Indiji. Pri tem je izjemno pomembno, da tako evropske inštitucije zdravstvene kot Svetovna zdravstvena organizacija vsi poudarjajo, katerikoli sev ni pomembno, pomembno je, da se spoštujejo enaki ukrepi, kot jih uporabljamo za katerikoli vrsto sev ali karkoli virusa COVID-19. Izvedeno PRC testiranje pa ni dokončna potrditev, da gre pri teh 16 primerih za angleški sev, obstaja pa zelo velika verjetnost. Vidimo, da je pravzaprav število pozitivnih med PCR testi vztraja pri tistem svojem nihanju med 20 in 27 odstotki. Medtem ko je število pozitivnih testov med hitrimi testi vedno nekje okrog 4 oziroma celo nekoliko manj odstotki. In če gremo dalje, dnevno število potrjenih primerov med vsemi prebivalci in oskrbovanci DSO-jev vidimo, da je odstotek obolelih oziroma tudi število obolelih med oskrbovanci precej nizko, k sreči, vendar se pa ponovno dviguje odstotek obolelih in delež obolelih med ostalimi prebivalci. Po podatkih pa ugotavljajo, da struktura PCR vzorcev še vedno ni zadovoljiva, zato bodo z vzorčenjem še nadaljevali. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je z donatorsko akcijo društev
uspela zbrati skoraj 3700 evrov za bivalni zabojnik, ki bo namenjen za slovenskega rojaka Mirana Kobaleta, ki izhaja iz Rogatca. Pobudo za zbiranje sredstev je na prošnjo Združenja hrvaških braniteljev prevzelo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah. S tem kontejnerjem bomo nekako zagotovili možnost bivanja na območju občine Hum na Sutli, kjer se je tako odločilo tudi Ministrstvo za veterane hrvaške vojne. Skupaj s hrvaškimi vojnimi veterani so se odločili, da namesto denarja donirajo bivalni zabojnik, ki ga je izdelalo podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice. Opremljen je z vso potrebno elektro- in vodno inštalacijo ter z električnim grelnikom. Mislim, da je ta solidarnost potrebna, da je tudi do sosedov, ker nikoli ne veš, kdaj se tudi tebi kaj takega zgodi in mogoče potem kdo tebi tudi vrne nazaj na enak način. Zabojnik so danes zjutraj dostavili na Hrvaško. Na Miranovo željo, da bi ostanek življenja preživel bliže rojstnemu kraju, ga bodo namestili v občini Hum na Sutli. Na včerajšnji 52. seji je vlada sprejela odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki bo veljal od sobote do 5. februarja. Tako bo od sobote ponovno mogoče opravljati vozniška usposabljanja, a le ob predložitvi negativnega testa. Izvajalci vozniških usposabljanj lahko ta izvajajo skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da imajo izvajalci negativen izvid hitrega testa ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur. Te omejitve veljajo za dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter tudi programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev omenjenih dveh programov. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 1 stopinje Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 1 stopinjo, v Murski Soboti in v Radencih 3 ter v Lendavi prav tako 3 stopinje Celzija. Jutri se bo po deloma jasnem jutru hitro pooblačilo, predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -1 do 1 stopinje, dnevne pa od 7 do 9 stopinj Celzija. V soboto dopoldne bo precej jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zvečer in v noči na nedeljo bo ponekod občasno rahlo deževalo, meja sneženja pa se bo spustila pod 800 metrov nadmorske višine. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale, opoldne pa se bo zjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -1 do 1 stopinje, dnevne pa od 0 do 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.